Prisrčno dobrodošli. Že petič sem udeleženka tega pravzaprav dejansko na Južnem Koroškem najbolj pomembnega tudi kongresa, bi lahko rekli, o razvoju koroških Slovencev, o razvoju manjšine, o razvoju naših pravic, o tem, kaj nas čaka v prihodnje. Tako da me izredno veseli, da je vedno zanimanje visoko in veliko in da tudi dijaki in dijakinje naših srednjih šol iz tega črpate tudi ponovno spet ideje za projekte v naslednjih šolskih letih. Ko govorimo o identiteti, je gotovo za nas, pripadnice in pripadnike manjšine, to vprašanje, ki si ga zelo zgodaj stavimo. Jaz sem enkrat bila vprašana, kdaj si se pa prvič ukvarjala z identiteto, Olga? In ugotovila sem, da je to moralo biti že preden, da sem vstopila v ljudsko šolo. Ko sem šla na obisk moji žlahti v Gornjo Avstrijo, ker je moja mama od tam in so mi tam tete rekle, pa sveto pa dečkretka, Olga. In potem sem razumela, tle pa je nekaj drugega tuče. Ampak kombinacija je bila, v Gornji Avstriji je tako, na Koroškem pa govorimo slovensko. Malo kasneje pa sem ugotovila, ko sem šla v ljudsko šolo, tudi na Koroškem ne govorimo vsi slovensko. In tudi na Koroškem ni za vsakega lepo govoriti slovensko. Tako da zelo zgodaj in takih biografij imamo verjetno več v okviru pripadnic in pripadnikov manjšin, vseeno kje v Evropi in kje na svetu. In verjetno je to nekaj, kar nas tudi krepi, po drugi strani pa nas kuje. In s tem doraščamo. In zanimivo se mi zdi, da zdaj, ko sem tudi lahko govornica manjšin zelenih v avstrijskem parlamentu, da se vprašanja o identiteti ponavljajo. Da želja po tem, da nas nekdo vidi, da nas spoštuje javna oblast, da nas ta javna oblast tudi krepi v okviru svoje zakonodaje, da je ta želja danes enaka in slična, kakor je bila pred 20 leti, kakor je bila pred 60 leti in morda ne tako močna, kot je bila pred 78 leti, ampak zagotovljena pravica in občutek, kako varni smo, pa je morda danes še bolj ogrožen, kot je bil v zadnjih desetletjih. Bilo je danes že omenjeno, da smo v času, ko je zanimanje za politiko drugo, kakor je bilo v preteklosti. Ko se moči spreminjajo in to nam naj daje nujno misliti. In zelo sem vesela, da Mohorjeva družba zelo resno jemlje tudi svojo odgovornost na področju političnega izobraževanja, na področju tudi publiciranja pomembnih knjig in pa na področju povezovanja med šolami z dijaki in tudi v okviru izobraževanja v okviru lastnih ustanov. To je nekaj posebnega. In to je treba tudi krepiti. Krepiti pa je treba tudi to našo pravno državo. In to je naloga nas, političark in politikov. Zakaj? Ker pravna država je tisto, kar oblikujemo mi v okviru vsi skupaj pri odločitvi, koga volimo, v okviru naše odgovornosti v naših parlamentih, bodi si na deželni ravni, bodi si v občinskem svetu že pričeto na deželni ravni ali pa tudi na državni ravni in konec koncev seveda tudi na evropski ravni. In kaj pa to pomeni krepiti pravno državo? Prvič, da smo absolutno za tem, da krepimo našo liberalno demokracijo. To pomeni, da so manjšine vedno zaščitene in da se zakonodaja razvija tako, da se te manjšine v okviru svojega položaja lahko razvijajo naprej, da lahko rastejo, da ohranjajo kulturo in jezik in pa seveda tudi šolski sistem. In ravno to je tudi del tega vsakoletnega srečanja tukaj pri Mohorjevi v okviru te konference Gemeinsam skupno, da razvijemo tudi en odnos do zakonodaje, kako pomemben je in kako pomembna je potem konec koncev ta pravna država za naše pravice.
Preden končam, vas prisrčno vabim, da nas obiščete v naših parlamentih. Za deželni zbor je bilo vabilo že izrečeno, prav tako vas vabim v avstrijski parlament, kjer bo 12. decembra dan manjšin. In zelo se bom veselila in se bomo veselili v hiši, če nas boste tudi številno obiskali. In če se tedaj ne izide, ste dobrodošli vedno tudi ob kakšnem drugem terminu. Ampak ne samo dijaki. Tudi vsi odrasli, ki ste med nami, dobrodošli v parlamentu, dobrodošli v debatah s politiko, kajti samo z debato in v diskurzu razvijemo tudi te pravice, o katerih se bomo sedaj 3 dni pogovarjali, lahko naprej. V tem smislu želim konferenci zelo dober razvoj, na vsak način še najmanj 6 let, dragi Kali, ker je postala stalnica v našem koledarju in tudi je zelo močno zaznana preko koroških meja in preko avstrijskih meja in zdi se mi, da je to treba ohraniti in razviti naprej. Hvala lepa za vašo pozornost in dovolite mi, da mi ni treba spregovoriti v nemščini, kajti danes imam spet to svobodo, da sem govorila slovensko in ste imeli vi nemški prevod.